Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani visoki gostje, spoštovane nagrajenke in nagrajenci, dragi kolegi. Današnja slovesnost, na kateri se spominjamo pomembnega odločnega koraka k samostojnosti slovenskega pravosodnega sistema, nas navdaja s ponosom. Praznovanje je namenjeno tudi izkazovanju spoštovanja najboljšim med nami, našim nagrajenkam in nagrajencem. Hkrati nam ta slovesnost ponuja tudi priložnost za razmislek o nas samih. Glede na mojo funkcijo bom govoril o sodstvu in njegovi vlogi v času, ki ga živimo, in o tem, kako dalje. V sodstvu temeljito in trajno izboljšujemo svoje delovanje. Dosežki, ki so sad prizadevnega dela sodnikov in sodnega osebja, nas opogumljajo. Število nerešenih zadev se pomembno zmanjšuje, rešujemo jih občutno več, kot jih prejmemo, pričakovani časi reševanja se skrajšujejo, število najstarejših zadev občutno kopni. Takšna ugodna gibanja so rezultat doslednega, premišljenega in vztrajnega dela. Spodbudno je, da jih dosegamo z manjšim številom zaposlenih in v času, ko so finančna sredstva za sodstvo nižja. Delujemo v skladu z načeli upravljavske uspešnosti ob hkratnem zagotavljanju poštenega in pravičnega postopka. Prenavljamo poslovne procese, spreminjamo poslovno kulturo z jasno ambicijo, z drugačnim pristopom narediti več, pa ne na škodo kakovosti. Naše vodilo je, da naj sodnik dela toliko, kolikor kakovostno zmore. Imamo priložnost tako izboljšati rezultate poslovanja, da bo stanje postalo obvladljivo. To je edini učinkoviti sistemski ukrep, s katerim je mogoče strankam zagotoviti odločanje brez nepotrebnega odlašanja. Prizadevamo si predvsem za bistveno skrajšanje čakalnega časa, ko se zadeva ne obravnava. Ne časa potrebnega za sam postopek odločanja. To nas vodi k vzpostavitvi časovnih standardov, zlasti glede roka prvega procesnega dogodka, doseganje teh standardov pa mora po naši presoji nadomestiti doseganje norme tako z vidika sodnika kot tudi sodišča. Sodstvo je domišljen, preizkušen in dolgoročno naravnan, pa tudi ranljiv sistem, v katerega kaže posegati skrajno, previdno in zadržano. Prepričani smo, da bomo v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in sodnim svetom ob upoštevanju izkušenj drugih po pravni tradiciji sorodnih držav vzpostavili takšno mrežo sodišč, ki bo zagotavljala kakovostno in učinkovito izvedbo sodnih postopkov, izenačitev obremenitev med sodniki in sodišči, ter v delovanju sodnega sistema ne bo povzročila ali povzročala zastojev. Bistvenega pomena za učinkovito delovanje sodstva je tudi stabilno in pregledno ter konsistentno normativno okolje. Razlaga strokovno pomanjkljivih, nenehno spreminjajočih, pogosto tudi kazuistično obarvanih norm, obremenjuje in izčrpava sodnike, slabi pravno varnost in predvidljivost sodnih odločitev. Veliko in nepotrebno obremenitev sodstva s povsem zgrešeno sporočilnostjo predstavljajo številni postopki, v katerih kot stranka nastopa in vztraja država, kljub zanjo vnaprej zanesljivo predvidljivemu neugodnemu izidu. Pa da nam ne bo kdo očital samozaverovanosti. Dojemljivi smo za kritiko našega dela, tisto, ki temelji na dejstvih in nam postavlja ogledalo. Taka kritika je nujen korektiv praviloma prijaznega ali preveč prijaznega notranjega videnja samopodobe. V sodstvu se zavedamo, da so v našem delu tudi slabosti in napake, ter da jih tudi v bodoče ne bo mogoče povsem preprečiti. Nanje se odzivamo tudi s sistemskimi ukrepi in na ta način zmanjšujemo verjetnost njihove ponovitve. Poudariti pa želim, da je morebitne strokovne napake pri sojenju mogoče odpraviti edino v postopkih s pravnimi sredstvi. Pričakovanja, da bo sodstvo poleg dejanskih in pravnih vprašanj in iz vse večjega števila zadev
reševalo tudi socialne stiske in strateška, gospodarska in politična vprašanja so pretirana. Gotovo bi lahko sodstvo delovalo še bolje. Vendar je v povezavi s takšnimi pogledi treba poudariti, da sodstvo ni pripravljeno sprejemati vloge nadomestnega poligona in večno priročnega dežurnega krivca. Prav tako zavračamo vse pogostejše kritike tistih salonskih humanistov, ki mimo dejstev in pravil logičnega sklepanja izhajajo iz a priorne podmene, da je delovanje sodstva slabo, če ne že kar katastrofalno. Spoštovani, srčika sodstva je sodnik kot neodvisni in odgovorni nosilec sodne oblasti. V stabilne temelje sodnega sistema so pomemben del sebe ugradili današnje nagrajenke in nagrajenci. V njih prepoznavam osebno in poklicno poštene, avtonomne in odgovorne posameznike, ki jih krasi sodniški etos in pripadnost in predanost sodniškemu poklicu. Svojo strokovnostjo in sodniško držo, z doslednostjo in preudarnostjo, odločenostjo uveljaviti svoje strokovno prepričanje, ne glede na pričakovanja javnosti ali celo politike, so nam za zgled. Njihove strokovne kariere nam pripovedujejo, da je biti sodnik privilegij, ki ga razumemo v tistem žlahtnem etičnem pomenu, ki sodniku veleva, da se pri delu in življenju vselej vede preudarno, pošteno, pravično, zadržano in spoštljivo, ter se zna upreti izkušnjavam in dvigniti nad nepomembne malenkosti. Za nemoteno delovanje sodstva je nenadomestljiva vloga sodelavcev iz vrst sodnega osebja. Vsi, ki smo imeli in imamo srečo delati s tako požrtvovalnimi in predanimi sodelavci, kar so današnje nagrajenke in nagrajenci, se tega še kako dobro zavedamo. Poslovni procesi so kompleksni in zahtevajo tudi bistven prispevek sodnega osebja. Zato dobrega končnega rezultata ni mogoče doseči brez opravljanja vloge vsakega od sodelujočih oziroma vsakega od nas. Dovolite mi, da na koncu čestitam in se zahvalim tistim nagrajenkam in nagrajencem, ki danes tukaj niso med nami in ki jim bomo pohvale predvidoma izročili na dan konference dobrih praks v sodstvu. In na koncu delo nagrajenk in nagrajencev nas samo še utrjuje v prepričanju, da bomo zmogli oziroma da so zastavljeni cilji popolnoma dosegljivi. Hvala lepa.